Ja, Jana, pred nami je kulturni praznik, tako da jaz začenjam z lepim pozdravom, z razliko od običajnih srečevanj, ki jih začenjaš ti. Tako, in si me rešil tistega prvega začetka, ki je najtežji. Tudi pri pisanju, recimo članka, razmišljanja, knjige, je prvi stavek najtežji. In sem slišal, da je Cankar včasih uporabil za prvi odstavek kar cel dan. Tako da prebiti let v miselno popotovanje ob kulturnem prazniku je tudi potreben določen napor. Ne? Tako, in ker je jutri kulturni praznik, sva rekla, da bova govorila o kulturi duha in kulturi srca, ki je pa nekako najpomembnejša. Bistvena. Bistvena. Pravijo, da je kulturno to, kar vzbuja lepo. Ne? In to pomeni, da če sem jaz kulturen, moram biti takšen, da sam po sebi vzbujam lepoto. To pomeni prijetnost, žlahtnost, vse tisto, kar dejansko prebuja v ljudeh, ki me srečujejo, eno notranje zadovoljstvo, obenem pa jih tudi krepi in bogati. Če pa seveda želim bogatiti, potem moram najprej samega sebe urediti, kultivirati na ta način, da bom dejansko lahko vse to žlahtno vzbujal. To pomeni, da moram samemu sebi privoščiti žlahtnost. Ne, se pravijo, rek slovenski, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, ne, kdo te oblikuje. Povej mi, kaj bereš in bom povedal tudi marsikaj o tebi, kaj poslušaš in tako naprej. Sam vrednotim na prvem mestu, pa ne bom rekel, da je to samo moj vrednostni sistem, ker je na nek način bistveno človeški je, da poiščem v sebi, v globini svojega duha, tisto svetlo, tisto blago, tisto prijetno, kar potem izžarevam iz svoje notranje resničnosti. Ne? Ker ko se mi srečamo, ko si ponudimo drug drugemu skodelico čaja in mogoče še kakšen piškot, ob tem, ko se dol usedemo, ko stopimo med sebojno bližino, ponudimo drug drugemu tudi notranjo resničnost, to, kar v sebi nosimo. Recimo, ko obiščem mojo mamo, to, kar najprej preverim, je njeno notranje stanje. In si želim samo eno, da bi bila v sebi zadovoljna, da bi bila v sebi mirna in ona gotovo pričakuje oziroma si želi ob meni prav isto. Ampak kaj to pomeni? Da moram za to svojo notranjo resničnost, za notranjo prijetnost poskrbeti. Ampak neodvisno od človeka v prvi fazi. To pomeni, če bom jaz odvisen od bližnjega razpoloženja, dejansko se zelo hitro potem zapletejo zadeve v nerazrešljivost, kajti naše doživljajske resničnosti so tako močne, tako globoke, tako težko dojemljive, da moramo v prvi fazi sami poskrbeti, da nam je notranje dobro, za duhovno spokojnost in za duhovno zadovoljnost. In tu smo Slovenci zelo občutljivi, zato imamo veliko teh kotičkov, kamor smo se umikali po mir. Ne? Mnogi ti kotički, prastari, sveti prostori so danes zaznamovani s cerkvicami, nekateri pa tudi ne. Ampak so še vedno sveti in vem, da mi pravijo določeni ljudje, ko je nemiren, ko mora priti k sebi, kot rečemo, se umakne en poseben kotiček in se tam ukrepi. To je to iskanje duhovne razsežnosti, te notranje duhovne umiritve, duhovne potešitve, duhovne spokojnosti, duhovne zadovoljnosti, ne? Ko iščemo ljudje, bom rekel, ob svetem, pa si ta lahko izraz predstavlja vsak, kakor hoče, ob tem, kar te svetli, kar te umiri, kar te stabilizira, zato da lahko potem v drugi fazi, ne, to je ta, bi rekel, duhovna kulturna razsežnost, ne, ki me umiri, kultivira, da lahko v drugi fazi potem preživim kulturno v pestrosti, v dinamičnosti medsebojnih odnosov.
Tu se pa ljudje srečujemo razpeti med dobro in hudo in je ta baza notranje umiritve, notranje potešenosti, te, bi rekel, neutralizacije zlovoljnosti, nejevoljnosti, premagana. Ne? In potem je dejansko potem to kultura duha, ki pa je zelo, zelo zanimiva v zakonitosti. Tu se vedno znova spomnim Fran Milčinskega Ježeka, ki je rekel, ker v tem, bi rekel, v srčni navezi bi običajno človek pričakoval, ja, da bodo ljudje dobri do mene, da bodo srčni do mene. Ne, sploh ne. To je past. Prvi korak je, jaz moram biti dober. Najprej se upravičujem, moram poskrbeti za duhovno potešenost, spokojnost, potem je pa na meni prvi korak srčnosti, v katerem bom pristopil k človeku. Ne? Kdo začne prvi? Jaz začnem prvi. Ne drugi do mene, da pa bodite do mene, ker tak rabim, mislim, tak bogi, tak ne. Tak človek tako zmatra ljudi, da se ga začnejo izogibati. In pa je tak človek kar naprej nesrečen, ker si sam ljubezni želi. Ne? Daj ljubezen. Izstopi iz te vase zagledanosti, kot je rekel Ježek, odpri srce, da bo lahko gospa sreča stopila k tebi. Ne pa čaka, da bodo men, sem Bogim, ne. Ne, ti, dvigni se, pomisli, kdo je ob tvoji okolici nemočen, je lahko to živalca, je lahko to človek in stopi najprej ti k sprijaznostjo k njemu. In ko boš ti stopil k srčnostjo k njemu, ko boš ti odprl srce, bo gospa sreča lahko prišla k tebi. Mnogi so kar naprej nesrečni, ker imajo kar naprej zaprto srce oziroma željo, da bi bili ljubljeni, da bi, ne, ti naredi prvi korak. In to je odrešitev. Takrat stopi gospa in takrat se začne tista komunikacija srca, ki jo pa moram začeti prvi sam. Torej prvo duhovno ravnovesje, potem ta odprtost srca, potem pa veste, ko se srečamo, so pomembne pa tudi vsebine, da ne mlatimo prazno slamo oziroma da ne poglabljamo zgolj pesimizem, ali pa govorimo samo o drugih, kaj se je drugim zgodil, ampak da znamo spregovoriti tudi o sebi, svoje doživljajske resničnosti in da imamo kapital miselnih izhodišč, ki so konstruktivna, ne? Ki presegajo neko plehko rumeno literaturo, pa dnevno novičarstvo, ampak dejansko, ki odpirajo dejansko razmisleke v preraščanje ujetosti, v katerih se naš čas in prostor mudi in je ravno tukaj priložnosti za preraščanje. To pomeni kaj? Da v notranji mir za srčno noto dejansko pristopim k bližnjemu in želim slišati njega v njegovi doživljajski resničnosti in mu pripovedujem o sebi, o svoji doživljajski resničnosti. Sosede, ki ni tukaj, ne rabi biti v pogovoru. Ne? Ker takrat, ko pa moram govoriti o vseh drugih, pa si sporočiti o vseh drugih, sebi pa sploh nisem sposoben spregovoriti. Ne? In to je grozno. Mislim, srečevati s takimi ljudmi, Bog se usmili, ne? Pol bi rabo skoraj tuš, ne? Da se stuširaš, ampak biti moramo toliko prisni, da drugemu, ki ga srečam, ponudim svojo doživljajsko resničnost. Ne da rečem, dober sem, pa še na boljš mi kaže, ona soseda tam pa, ne? Ne, pa dajmo tisto manjkajočo prisotnost vzeti v obravnavo. Ne, jaz ti bom povedal, danes imam en težji dan, pomagam si pa na ta način. Že zjutraj sem prebral zavestno neko stimulativno besedilo, kaj zvem kaj, sem si privoščil tako glasbo, ampak vem, današnji dan bo težji. In ko jaz povem bližnjemu svojo doživljajsko resničnost, ne neko idealizacijo, ne, bo tudi drugi bližnji lahko odprl meni svojo doživljajsko resničnost. Ja, včasih je lahka, je prijetna, je hudomušna, je igriva, včasih pa skupaj dejansko sočustvujemo in se ne puščamo same. Ne? Ker ena največjih bolezni našega časa je, da se puščamo same, ker ne znamo živeti kulturo pristnih odnosov. Ne? Ampak to se moramo naučiti in zato se moramo odločiti. Za kulturo se moramo odločiti. In kultura je v pristnosti, kultura je v iskrenosti mene samega, ne,
in posledično lahko zopet sogovornika, ki je z menoj, ki ne, ker če jaz začnem, ne, da je dober, pa še na boljš mi kaže, pa če je tisti moj sogovornik trenutno eni slabi koži, kak naj se mi odpre, ne? Kako težko je prenašati človeka, ki je vedno dober in mu še samo na boljš kaže, ne? Ja, sej, Bogu hvala, so trenutki, ki dobro, kaj so pa trenutki, ki jih moramo znati deliti tudi v medsebojnem sočutju. In kot sem rekel, ne, Bogu hvala, verjamem, da hodite v knjižnico in da segate tudi k literaturi, ki da misliti, ne? Sam ne morem živeti brez starih modrecev, ne? Zakaj? Zato, ker, gledajte, tako kot si zjutraj privoščiš lahko, kaj zvem, en kolaček, ne? Si tudi privoščiš zjutraj eno pozitivno, eno miselno izhodišče, ki ti da misliti, ki te spremlja, ne? Ne, da bom poslušal zjutraj poročila, po vrstnem redu 7 negativnih novic, ne? In potem, gledajte, ker se cenim, bom vzel domač piškot, ne? In bom vzel v obdelavo tudi tisto, kar me hrani, kar mi da moč, kar mi odpira misel. Ne bom pa dovolil, da mi nekdo onesnažuje miselni prostor samim negativizmom, pesimizmom in seveda potem s tisto ponujeno rešitvo, ki je v ozadju interesa. Ne? Glejte, ta otročji vrtec, v katerem smo se nahajali, oziroma se še žal vedno nahajamo, upam, da počasi preraščamo, sam sem vesel, ker vidim, da se zavest prebuja. In kulturni praznik, kot je ta, je samo en velik stimulans, da se povrnemo k samozavesti, osebne izvirnosti, medsebojnega dialoga, odpiranja misli in iskanja konstruktivnih rešitev z lastno glavo. Kajti ta zgornji štuk nam je dan ne zato, da nekdo nalaga svoje misli, svoje interese v naš program, ampak da mi iščemo raznolikost misli in uporabljamo to zgornjo nadstropje, ta osebni računalnik za, bi rekel, dostojanstvo lastnega premisleka, izmenjave mnenj in iskanja tistega, kar je dejansko budi upanje in, bi rekel, zanimivost v času, v katerega vstopamo. In za konec zdaj nam, kako boš preživel jutrišnji dan? Bo kaj poseben? Ne bo. Kulturen bo, kot običajno. Kaj to pomeni? Ja, osebno zelo skrbim za duhovno potešenost v moji kapeli, pa tudi drugače v tihoti, ne. Zame je bistvena duhovna spokojnost, duhovna potešenost. Ne. Jaz moram biti globinsko v svojem notranjem jazu duhovno potešen. Kot rad pripovedujem, nima le vesolje obnebje singularnosti, ne, kjer se v vesolju prostoru krivi in seže vse v neko presežnost, presežno razsežnost. Ne. To je to obnebje prehoda črnih lukenj, ko reče z grozno besedo. Ampak ima tudi vsak človek, kot je rekel Ivan Cankar, notranjo skrito kamrico, jaz bom rekel kar skrito kapelico, in če nisi tuj samemu sebi in znaš stopiti v globino lastnega jaza, ne, potem se dogodi dejansko tisto najlepše počutje, ko dejansko doživiš dotik onkrajnosti in v izkustvu spoznaš, da je to, kar rečemo Bog, da je sveto, da svetli, da umiri, da je ljubezen, da si v tem obnebju objet, umirjen. To bo moje izhodišče, ne? Vsako jutro je. Potem pa seveda pletem odnose in seveda hranim tudi svoje misli. Sem zelo vesel, ker sem imel zdaj, bi rekel, kar 10 dni počitnic, ker sem preboleval COVID in sem imel res en fantastičen čas umiritve in ukvarjanja z vsem tistim, kar me dela kulturnega, ne? Kar me vrača k samemu sebi in mi odpira te razsežnosti duha in srca in misli. In je to eno tako veliko bogatstvo, res, da je nas kulturni praznik ozavesti in nas povrne k dostojanstvu kulturne osebe, ne? Osebe, ki je sposobna kulture, ne, zaznavati lepo, stimulativno in ki je potem kot kulturna oseba sposobna to stimulativno, to lepo, to konstruktivno širiti v čas in prostor. In naj vam bo lep
jutrišnji in tudi današnji dan? Kulture. Vsak dan.